Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovane državljanke, spoštovani državljani. Čas razprav pred Kongresom Slovenske demokratske stranke je čas za analizo naše prehojene poti. Je čas razprav o tem, kje je bila Slovenija pred 20 leti in kje je danes. Predvsem pa je to čas iskanja odgovorov na izzive, ki so pred nami. Tako kot pred 20 leti je tudi danes Slovenija pred prelomnimi odločitvami. Ko se oziramo po prehojeni poti, lahko ugotovimo, da smo naredili veliko pomembnih korakov. Stranka je rasla počasi, a vztrajno. Z odgovornim delom smo pridobili široko zaupanje in podporo. In vendar s stanjem v državi ne moremo biti zadovoljni. Ob tem se moramo vprašati, zakaj danes, po več kot 20 letih samostojne države, še vedno ugotavljamo, da ne živimo v pravični družbi in pravni državi. Vprašati se moramo, kako to, da imajo mladi vedno manj možnosti za delo. Vprašajmo se, zakaj družbo razjedajo monopoli na različnih področjih, ki dušijo ustvarjalnost. In zakaj medijski monopol ustvarja virtualno podobo, ki je daleč od resnične. Vprašajmo se, zakaj nekateri v politiki ne rešujejo pravih, pač pa virtualne probleme. Ob tem pa nas prehitevajo države, ki so bile pred 20 leti v večjem razvojnem zaostanku in ki imajo manj potencialov, kot jih ima Slovenija. Ne nazadnje, spoštovani, se moramo vprašati, kako to, da po 20 letih nekateri ne spoštujejo simbolov lastne države in še vedno vijejo zastave države, ki nas je napadla in ogrožala našo suverenost, istočasno pa vzklikajo gesla proti tistim, ki so nas takrat podprli. Odgovore poznamo. V večini taka ravnanja tudi potihem obsojamo, žal premalo javno in premalo odločno. Še posebej smo premalo odločni takrat, ko lahko s svojim glasom dosežemo spremembe. Vprašajmo se, ali nam bodo pravno državo, delovna mesta, odprto gospodarstvo, razgradnjo monopolov omogočila ozadja, ki so izkoristila vsesplošno nezadovoljstvo preko tako imenovanih slovenskih vstaj. Ne bodo. Njihov namen je nasproten. Torej lahko spremembe dosežemo samo na demokratičen način, na volitvah. Volitve so pravica. Prav pa bi bilo, da postanejo naša moralna in državljanska dolžnost. Z udeležbo na volitvah dokazujemo spoštovanje do naše države, spoštovanje do našega svobodnega in odgovornega odločanja in prevzemanja odgovornosti. Pravičnost, razvoj, enake možnosti za vse nam lahko povrne samo ozaveščen in okov raznih monopolov osvobojen posameznik, svoboden in ozaveščen državljan, ki bo samo kot tak sposoben sprejemati tudi odgovorne odločitve. In naloga Slovenske demokratske stranke je v povezovanju vseh, ki jih dušijo okovi raznih monopolov, ki onemogočajo konkurenčnost in zdrav razvoj. Svoboda in odgovornost nista paroli. Sta ključ do preobrazbe, ki jo Slovenija potrebuje bolj kot leta 90, bolj kot kdajkoli. Zato se je na vsakem koraku in v vsakem našem ravnanju potrebno zavzemati za pravičnost, odgovornost, vzpostavitev enakih možnosti za vse, razgradnjo monopolov vseh vrst, obsodbo bančno-kapitalskih tajkunov, odpravo diktature sodnikov, birokratov in ostalih privilegirancev ter vzpostavitev vladavine pravičnosti, katere temelj je svoboden in odgovoren posameznik, ki ga ne dušijo monopoli in birokratizmi na vsakem koraku in ki ga ne zastruplja medijski monopol. Slovenska demokratska stranka mora postati nosilka tega procesa, nosilka povezovanja na poti procesa preobrazbe Slovenije v družbo svobode, odgovornosti in zagotavljanja novih priložnosti.